Po koncu zadnjega sinodalnega zasedanja je 18. oktobra zbrane nagovoril papež Frančišek, ki je v 14 dneh večinoma samo poslušal mnenja udeležencev. Kristusova cerkev je na razpolago vsakemu človeku, se ne boji in ima odprta vrata, je poudaril sveti oče. Spregovoril je o trenutkih napetosti med sinodalnimi zasedanji, pa tudi o milosti in lepoti soočenja mnenj. Ponovil je, da je naloga Petrovega naslednika zagotavljati edinost cerkve, naloga škofov pa hraniti čredo in sprejeti izgubljenega. Papež je o soočenju med sinodalnimi očeti govoril kot o skupni poti, izpostavil je navdušenje, gorečnost in milost o poslušanju pričevanj družin, pa tudi trenutke osamljenosti in napetosti, med katerimi je poudaril, kot je sam imenoval, sovražno otrplost. To pomeni zapreti se v črko zakona in ne pustiti, da bi nas Bog presenetil, zapreti se v gotovost tega, kar poznamo in ne v to, kar se moramo še naučiti in doseči. Vse od Jezusovih časov je to skušnjava prizadevnih, natančnih in skrbnih, ki jih danes imenujemo tradicionalisti in tudi intelektualisti. Na drugi strani pa imamo skušnjavo tega, kar papež imenuje uničevalno dobrotništvo. Gre za skušnjavo naprednih in liberalcev, ki v imenu usmiljenja, ki prevara, povijajo rane, še preden bi jih pozdravili, ki se ukvarjajo s simptomi, namesto z vzroki in izgovori. Papež je navedel skušnjavo, da bi kamen spremenili v kruh in tako prekinili dolg post, pa tudi, da bi kruh spremenili v kamen in bi ga vrgli v grešnike. Od tu izhaja tudi skušnjava, da bi stopili s križa, da bi zadovoljili ljudi, ne da bi ostali na križu, da bi izpolnili očetovo voljo, je dejal papež Frančišek.